Egiptovske in turške specialne enote so pravkar zaključile vajo Zlati orel, kjer so skupaj vadile napade z uporabo pravega streliva, reševanje talcev, vojskovanje z droni in bojevanje v urbanem okolju. Ne samo to, njuno vojaško sodelovanje se širi tudi na dogovore o skupni obrambni proizvodnji in celo na pogovore o tem, da bi se Egipt pridružil turškemu programu lovca Kan. A hkrati Ankara gradi vezi s halifo Haftarjem in njegovimi silami v vzhodni Libiji, pri čemer je vzhodna Libija tradicionalno eden najtesnejših regionalnih partnerjev Kaira. Ali Turčija postaja resnična egiptovska obrambna partnerica ali pa tiho tekmuje z Egiptom za vpliv tik ob njegovi zahodni meji? O tej temi in še več bomo razpravljali zdaj. Z nami je Ayla Džinjakli, novinarka, ki se nam pridružuje iz Istanbula. Ayla, najlepša hvala, da ste danes z nami na i24 News English. Tukaj imamo te skupne vaje, kar je ena stvar, vendar zdaj vidimo tudi tovarne streliva, drone in morda celo, da se Egipt pridruži turškemu programu lovca Kan. Kako pomembno je to, če vse skupaj pogledamo kot celoto? Veste, to je politično zelo pomembno. Saj bi bilo še pred nekaj leti takšno sodelovanje nepredstavljivo. Odnosi med obema stranema so se sesuli leta 2013, potem ko je egiptovska vojska odstavila predsednika Mohameda Morsija. Takrat je predsednik Erdogan obljubil, da nikoli ne bo govoril z Morsijevim naslednikom Sisijem. In naslednje desetletje sta obe državi podpirali nasprotni strani v konfliktu v Libiji. Torej, to je dramatičen preobrat. Vendar pa mislim, da ne smemo pretiravati z ravnijo sodelovanja. Veste, veliko teh programov, o katerih se razpravlja, to industrijsko in vojaško sodelovanje, so še vedno predlogi in še niso formalni dogovori. In če smem, bi dodala še eno stvar, posebej o lovcu 5. generacije, ki ga razvija Turčija, Kanu. Turčija je zelo zainteresirana za iskanje mednarodnih partnerjev za ta projekt, ker je izjemno drag. Ampak veste, to letalo je še vedno v fazi raziskav in razvoja. Veste, mislim, da je nekaj takega, kot je izvozni sporazum, še zelo daleč. Torej je to razmerje šele v začetni fazi, kot kaže. Hkrati pa Turčija gradi vezi tudi s Haftarjevim taborom v vzhodni Libiji. Kako to vpliva na to razmerje? Je Kairo sploh zaskrbljen, da bi Ankara lahko postopoma zamenjala Egipt kot zunanjo silo z največjim vplivom na Haftarjev tabor? Kakšen je trenutno cilj Ankare? Veste, spet gre za zelo dramatično spremembo. Turčija je prešla od podpore nasprotnikom Haftarja v zahodni Libiji do sodelovanja z njegovim taborom zdaj na vzhodu. In mislim, da to odraža širša prizadevanja Ankare za širitev njenega vpliva v regiji. Vendar bi oklevala, če bi šla tako daleč, da bi rekla, da se lahko položaj Egipta v vzhodni Libiji, ki se je gradil več let, zlahka izpodrine. Torej, koliko naj potem sploh pripisujemo temu, Ayla? Bi lahko tesnejše obrambne vezi med Egiptom in Turčijo dejansko spremenile ravnotežje moči v vzhodnem Sredozemlju? Ali pa spet postavljamo voz pred konja? Veš, mislim, da gre pri tem zbliževanju, če hočeš, za upravljanje odnosa, ki je postajal toliko bolj obremenjujoč, kolikor bolj konflikten je postajal. In veš, Egipt ima koristi od zmanjšanja napetosti in potencialnega dostopa do turškega znanja in proizvodnje v obrambni industriji. Turčija lahko pridobi, če ne drugega, vsaj diplomatsko. Ampak ali to res spremeni ravnotežje interesov v tako zapleteni regiji, kot je vzhodno Sredozemlje, mislim, da ostaja odprto vprašanje. Veste, morda zdaj postavljajo temelje, da bi se to zgodilo v prihodnjih letih, vendar je še vedno prezgodaj, da bi lahko to zagotovo rekli. Ayla Džinjakli, cenimo vaš pogled pri nas na i24 News English. Hvala. Hvala! In medtem ko Turčija širi svoje regionalne vojaške vezi, Ciper obeležuje 52 let, odkar so turške sile napadle in razdelile otok. V grško-ciprskem južnem delu so se oglasile sirene za zračni napad, medtem ko so v turško nadzorovanem severu, ki ga priznava le Ankara, potekale vojaške proslave.
Generalni sekretar z BNN Antonio Guterres naj bi prihodnji teden obiskal Ciper v še enem poskusu za ponovno začetek mirovnih pogovorov. A vendar se obe strani še vedno ne strinjata glede končnega cilja. Torej, ali naj bi šlo za ponovno združitev v okviru federacije ali za dve ločeni državi. Izrael je danes ponovno potrdil svojo neomajno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Cipra. Z mano v studiu je zdaj, da bi o tem povedal več, naša višja dopisnica i24 News v angleščini, Owen Alterman. 52 let kasneje, kaj naj si mislimo o novih prizadevanjih ZN? Da bi dejansko poskušali začeti neke vrste mirovna pogajanja? Mislim, da se zdi, da sta si strani na tej točki še vedno tako različni glede tega, kaj bi sploh lahko bil končni cilj. Prav. In še preden pridemo do končnega cilja, Nikol, poglej, kako različno gledajo na zgodovino. Kot si omenila, Nikol, na grški strani otoka tulijo sirene, verjetno v spomin na dogodke iz leta 1974. In na turški strani govorijo o mirovni operaciji, paradah in praznovanjih. Torej sta si obe strani glede zgodovine popolnoma nasprotni. In prav imaš, tudi glede končnega cilja. Konc koncev, saj za nekoga od zunaj, za opazovalca, ki je obiskal otok in ga spremlja od daleč, čeprav ne preveč daleč. Tukaj v Izraelu se zdi, da se je vzpostavil status quo, na katero sta se obe strani navadili. In v bistvu, kot si omenila, Nikol, Brez kakršnega koli resničnega motiva, da bi spremenili ta status quo in brez skupne vizije, kakšna naj bi bila prihodnost. Težko je videti, kaj točno bo Antonio Guterres storil. Kar Kofi Annan v svojem času ni mogel narediti, pa tudi drugi niso uspeli narediti že desetletja nazaj. Ko pogledamo, kako se je danes odzval Izrael, kaj naj si o tem mislimo v času, ko so njegovi odnosi s Turčijo še vedno tako napeti? To je znak časa. Odnos Izraela s Ciprom, Nikol, ni nekaj novega. Na to smo se navadili v zadnjem desetletju. A ne pozabite, ni bilo vedno tako. Pred nekaj desetletji sem dovolj star, da se spomnim, Cipr ni veljal za tesnega prijatelja Izraela. Spomnite se leta 2002, po eni od operacij med drugo intifado, so palestinske zapornike izpustili na Cipr in so jih na ulicah pozdravljali. Tako so vsaj tukaj v Izraelu dojemali Cipr. A stvari so se spremenile, časi so se spremenili. Turčija je spremenila svojo regionalno držo, kar je najpomembnejše. In to je morda spremenilo tudi mišljenje na Cipru in v Grčiji. Navadili smo se na odnos in tesno zavezništvo med Izraelom, Grčijo in Ciprom in to se nadaljuje, še posebej glede na turško kazanje mišic v regiji. O tem ste pravkar govorili v prejšnjem prispevku. In to je povezano s številnimi dejanji Turčije v vzhodnem Sredozemlju. Vključno, vendar ne samo z njenimi dejanji na Cipru in proti Izraelu. To je obe državi še bolj zbližalo. In to je bilo odlično partnerstvo, ki ni vključevalo le sodelovanja na področju varnosti in energije, ampak tudi turizma in povezav med ljudmi. Prav, Owen, hvala za to razlago o trenutnem stanju tega odnosa in teh dveh razdeljenih otokov, kot kaže, po približno 50 letih. Hvala za to.